Dobrodošli v nocojšnji oddaji, spoštovani, dobro večer vsem skupaj. Cenjena publika, hvala, da ste tukaj, tudi vi pred vašimi malimi ekrani. Ekstra nabit večer nas čaka. Nocoj bodo z nami Čale Sale, potem ansambel Vikend, ki pa seveda ni edini, z nami tudi ansambel SOS. Potem nas čaka ena super akrobatska cheerleader skupina Blue Warriors, kar je nekaj, kar seveda ne smete zamuditi. Potem ansambel Novi spomini, ki pa še ni zadnji izmed vseh, čaka nas tudi ansambel Zvita Feltna. In preden povem vse narobe, evo za konec še naš športni kotiček. Dobrodošli v nocojšnji oddaji. Dobrodošli, spoštovani še enkrat. Evo, to je naša 29. oddaja, kar pomeni, da nas čaka še ena pred poletnimi dopusti. Bo pa nocoj izredno fuzbalsko, namreč pomerili se bodo najboljši, tisti, ki so tekmovali v ročnem fuzbalu. 4 finalisti bodo nocoj z nami, kar seveda tudi ne smete zamuditi, absolutno. In še nekdo bo z nami, superlativ nocojšnjega večera, to je Čale Sale, tako da dajmo mi začeti lagano, počasi. Res ne vem, kva mi manjka, mogoče barka, mogoče banka, 2 nova avta, vila in bazen, ona je fenomen, hočem biti njen, samo ona noče z mano, prav da nisem sanjal, ona noče z mano, pejva na kavo, vzem si ga lagano, zaradi tebe več ne jem, zaradi tebe več ne spim, zaradi tebe komaj živim, videl sem te z njim, vzel sem aspirin, zdaj imam celo faco bledo, nočem v geto, hočem da me kličeš medo. Kva se dogaja z mojo glavo in telesom, jaz sem pod stresom, zasledujem te s kolesom, pa kličem in pišem sporočila in maile, sam ti ne moraš zdajle, ka z njim piješ koktejle. Kva ma on, kar jaz nimam, razen boljši avto, na morju novo jahto in zna igrat na flauto. Kupuje ti darila, zlate prstane in lance, štikle, obleke, torbice in šampance, drage večerje, tortice in sadne kupe, dol ti je še kartico za skupe nakupe. Dopust si vzame, da te pele na Bahame, kašne drame, ti si spet pozabila name. Res ne vem, kva mi manjka, mogoče barka, mogoče banka, 2 nova avta, vila in bazen, ona je fenomen, hočem biti njen, samo ona noče z mano, prav da nisem sanjal, ona noče z mano, pejva na kavo, vzem si ga lagano, samo ona noče z mano, prav da nisem sanjal, ona noče z mano, pejva na kavo, vzem si ga lagano, zaradi tebe več ne jem, zaradi tebe več ne spim, čekiram te na snapu in na fejsu ti sledim, ne vem kva ne naredim, da dobim te zase, temperatura raste, ti si punca prve klase. Tebi je super fant ti dal ta ključe, ka se pržgejo lučke, teb se zasvetijo učke, verjem bolj bi se svetle, če bi bila z mano sedela na balkonu in skupaj jedla sarmo, ne ljubi kar bi hotla, ne bi te pustil samo na vdušu tvojega potra in očaru tvojo mamo. Zabi pelu na sprehod, probiti horoskop, sorožece v šop, non stop, ljubi top, ne bi te sekiral, vsak večer bi te maseru, skozi bi sam treniral, ne bi vidla me na peru, čist bi se umeru in ne bi ti zameru, če zaradi tebe, baby, jaz bi bankroteru. Res ne vem, kva mi manjka, mogoče barka, mogoče banka, 2 nova avta, vila in bazen, ona je fenomen, hočem biti njen, samo ona noče z mano, prav da nisem sanjal, ona noče z mano, pejva na kavo, vzem si ga lagano, samo ona noče z mano, prav da nisem sanjal, ona noče z mano, pejva na kavo, vzem si ga lagano. Čale Sale, sam lagano, sam lagano.
čale, sale in lagano. Zdaj malenkost manj lagano bomo šli naprej, bolj adrenalinsko kot ne. Z nami so člani slovenske reprezentance v namiznem nogometu. Ene ste že videli v preteklih oddajah, to so Tadej Breznik, potem Tjaša Kogovšek in Tomaž Čoha. Dober večer. Vsem skupaj profesionalnim igralcem in sodniku danes. Tako danes v tej vlogi. Ja, zdaj ti si kaj, sam igralec ali si tudi dejansko sodnik? Najbolj igralec, imam pa tudi licenco sodnika. Aha, ok. Zdaj, vidva sta si že uvila te ročke, no, to smo mi včasih dali čez tenis loparje. Je to podobno kaj? Je isti trak, podoben trak? To je trak z malce več oprema, je pa načeloma nastal iz tega traka za tenis lopar. Zdaj mi bomo odigrali eno demonstracijsko tekmo. 5 žogic, 3 goli, kdo jih prej doseže, je zmagal. No? Ti boš sodil, zakaj? Ker pač pravila so pravila, treba jih je spoštovati pa upoštevati. Zdaj pri nas, ki se gremo gostilniški namizni fuzbal, kot se gre vsak smrtnik recimo, no? Jih ni dejansko, razen da pač se ne smeš prudlati, ne? To se tudi pri vas ne sme verjetno, ne? Tako. Kot čist da res igrate, ja? Ko čisto res igramo, je dovoljen pač po udarcu žogice samo en obrat igralca, ne več. Enkrat ga lahko kaj, na glavo obrnem in to je to? Lahko tudi dejansko zavrtiš, pa še po udarcu pač se lahko on vstavi, ne vem. In potem sodnik, ki to dejansko gleda, te obrate? Ni zdaj vsaka igra kot igra, da ima sodnika prisotnega. V bistvu igralci sami med sabo pač igrajo, si sodijo faule oziroma prečejo prekršek. Kaj je sploh prekršek? Prekršek je, če preveč buta, recimo začne ta igro, pa recimo zdaj Tomaž bi ob poskusu Tjaše podajal na napad, bi preveč buto z ročko. To se ne sme? Se ne sme, zato ker bi vplivalo na te žogice oziroma na odboj žogice na Tjašinem igralcu. In to recimo bi prekršek. Mande tudi, ne? Ok. Ja. Pol prekršek je tudi, če je žogica recimo predolgo na posamezni, se pravi, ročki. Da predolgo fintira, ne, da jo drži. Ja, se pravi, ne vem, časovno je omejeno, 15 sekund obramba, 10 sredina, pa 15 sekund napad. Od prvega dotika z igralcem se začne čas šteti. To je že komplicirano. Zdaj, mi se bomo recimo poskusili držati teh pravil vsaj v nekih merah, tako da vidimo, kako stvari potekajo. Ona dva bo tada odigrala normalno igro, pa bo mi dva malo pokomentirala ali pa odsodila. To bo naredila zdaj, za žogico se baj žreba. Mi jo kar spuščamo na sredino, tako od oka. Tako, za žogico ali se vrže kovanec, ali pa se pač opravi žreb za skrivanje žogico pod mizo. Dobro, pa evo, jaz ti prepuščam to, kaj boste žrebali. Če prijem, jaz kot sodnik, bom za eno žogico, ker nijem kovanca. Kje so, tam so? Pa bom jaz opravil en žreb. Evo, ja. Bom jaz opravil žreb, pa Tjaša Krpunca naj izbira. Evo, Tjašina žogica. Zdaj že imamo novo finto, za naslednjič. Kak žogico dejansko, da imamo metali. To je to. Ja, kot pripravljanje nogometov, žogico ima tisti, ko dobi gol na sredini. Zdaj treba kaj zapiskati, ne? Ne, ona dva ima ta protokol, tudi tak je vedno, pač ona reče si. Ok, izvolite, naj se igra začne. Ja, zdaj pa podaja, recimo, natrenirana podaja v napad. Ena proti nič za Tomaža. Evo, in zdaj ima spet žogico Tjaša, ker je dobila gol, ni Tomaž vrgel v igro, ampak je pač dal Tjaši, ker je pač ona dobila gol. Je to smiselno, ne? Ja, pač. Zdaj tisti, ki dobi gol, pač ima žogo. Ker drugače včasih je bilo... Evo, kaj bo v takem primeru? Žogica se je stavila in je dobi Tomaž, ker je na tej polovici, se pravi, na drugi polovici bi šla k njej. Ja, se pomakne nazaj. Dobro, zdaj tu je koordinacija zelo pomembna, vidim, da se ne dvigujejo igralci, pol se nastavlja, fintira se zdaj. To je zelo dosti koordinacije v tej igri, pa pol na večjem nivoju tudi psiha zelo pomembna. 1 proti 1. Še to je pol dejansko pravi šport, to moraš biti... To je pravi šport. Kondicije moraš biti na koncu, ali? Sigurno. Po turnirjih so tekme, imaš eno tekmo, se pravi tako kot zdaj, ona dva, včasih 1 uro
ali pa več kot 1 uro. Če na koliko žogice igra na 5? Ne igra se na žogice, ampak igra se na gole. Se lahko 2 igrata, kaj? Tako. Na gole, do koliko golov? To pomeni, recimo en set je zdaj to, kaj bo ta ona 2 odigrala, bo ta odigrala do 3. Ja. Se pravi, ne? Mi igramo ponovadi set do 5 in se igrajo na 3 dobljene sete ali pa na 2 dobljena seta. To lahko traja 1 uro? In to traja uro, včasih še tudi več. Wow. Se to moraš biti treniran. So pa pol tam tudi time-outi, pa so pauze med seti, pa pač vse je pol... 2 proti 2, ali ne? Koliko je zdaj? Je že 3-1 ali 2-2? Nisem pazil na en gol. No? Evo, dobro, se konc konca ni važno. Sam demonstracija, ekshibicija. Tako da ja. Glej, zdaj, če nekdo hoče trenirati, no? Evo, to zdaj Tjaša demonstrirala snake shot. Kaj ste mu reče? Snake shot. Snake shot. To je... Če jaz to naredim, si zapestje polomim? Ne. Ni. Ni tako dramatično. Jaz gleda hudo, ne? Če hoče nekdo to trenirati, je pač važno, da igra. Ma tudi pravi fuzbal konc koncev, vse ta ni nekak regularna, ali je? Na svetovna prvenstva in turniri svetovne lige se igrajo na drugih nogometih, ki so pač malce drugačni. Ni pa zdaj to neka drastična razlika je, ampak... Figurice so malo drugačne, žogice so drugačne. Figurice so vse na konus igralci. Aha, tako. Podloge so večinoma bolj grobe, da ima žogica več oprijema. Plus tega, da so žogice tudi malce temu prilagojene. Temu stilu. Čakajo tudi že naši 4 finalisti, boš ti pomagal pri vsem skupaj, boš z mano tukaj? Lahko, seveda ni problema. Bom jaz tukaj, pa bom pravil žreb, pa malo še. Dobro, dajte še vi do konca to odigrati, počasi evo, da še malo gledalci vidijo, kak zadeva zgleda. Pa bo še govorila, kje se naj oglasijo, če želijo to dejansko res trenirati. Ekola, gospodje, zdaj zadeva je takšna, tu ste zdaj lahko spremljali, kako zgleda dejansko profesionalni namizni fuzbal. Zdaj 4 kandidati, ki bodo z nami v nadaljevanju, bodo pokazali malenkost manj spretnosti dejansko, in sicer so to Denis Barbo, Sandi Grobelnik, Miha Lesjak in Matic Leban. Spoštovanje, 4 veseli finalisti, evo, eni so še direkt z ansambla ven, to je to. Zdaj, kocko bomo morali vreči, kdo bo prvi dejansko igral. Dajte mi najprej povedati, kako ste sploh razpoloženi, v redu? Odlično. Pripravljeni, trenirali ste kaj? Seveda. Vsi samozavestni, vsi popolnoma. 6 ur na dan, ne? Ziher vase, kar je zelo lepo. Prosim sad nam iz občinstva, nekdo še kocko vrže, da jo znamo zmetati. Prosim lepo. Gospa, najlepša hvala. Evo, to je to. Zdaj, vsi ste to že metali, menda, ne? Ali nismo še? Ne, nismo že, eni ste. Ste to že počeli. Okay. Prosim, dajmo vreči kocke, 2 najnižji številke gresta sedeti na kavč, na sedežno pa malo počakati, kar izvoli. 2 najvišji gresta direkt za mizo. Številka 2. Pa vidimo, kaj bo z tega. Opa, nič naredil. Trojka, evo, znamo. Dvojko, trojko, kaj se obeta? Kocko vreči, počasi. No, še ena trojka. Dajmo še pogledati, kaj bo s tem. Na koncu, kot zadnja cifra, dvojka, trojka in 6. Zdaj, vi dva ste reči že, ki sta vrgla trojko, morate še enkrat. Prav? Eto. Kdo od vaju bo zdaj vrgel višjo, gre igrat. 5, to je to, 6, 5 in še ena cifra nas čaka, ne 5 vreč. 4, super, prosim, nižji številki, na sedežno, višji. Fuzbalo, čim prej. Gospod Tadej je naš sodnik. Zdravljeni, Joja. Sandi na eno stran, Tadej na drugo. Zdaj, Večemo žogico ali da? Zdaj gre pa zares, ne? Kako se počutite, povejte mi?
Fenomenalno, ne? To je zdaj grand final, Liga prvakov, vidva sta prva polfinalista. Svetovno prvenstvo, ne? To pa tako smo... Ja, to zdaj ni več niti hec. Zdaj ste spremljali, recimo prej, ko so špijali. Ja. Vse potezno študirane. Pa še to so vam pustili gor, evo. Ja, super. Fancy. Wow. To bo zdaj fino zarolati. Prav. Dobro, dajmo žreba žogice, recimo. Dajmo žreba žogico. Kdo dobi prvo? Morate določiti. Jej. Dobro. Sami dobi žogico. Aha, tako. Ok, To začnem pa je to drugače lahko začnemo, pravila poznata. Imat, ne moraš ne. Ja. Gremo. To je dokaz, da smo spremljali. Na 3 gole in 5 žogic za osnovi. Ko bomo uspeli, jaz se malo maknil tukaj. Zdaj to sicer ni demonstracija. No. Igra je pač takšna, kot je. Še vedno boljša, kot če bi jo sam igral. Pač igra kot taka, verjetno se zdaj ne vidi velike razlike, verjetno pač, ne vem. Zdaj Sandi obvlada zadevo, ne, se vidiš, da malo fintira. Se pravi, da ni v igri take velike. 1-0. Od njega je žogica zdaj, ne? Ti si dovolj. Amo. Zdaj pa je tvoja. Evo, zdaj si jo nastaviš, lepo fino. Prekinul sem prej. Rekel si, da ni velike razlike. Ja, verjetno zdaj tukaj, kaj se demonstrira, ni taka velika razlika za gledalce, verjetno. Ker pač niso mogoče bili pozorni na, se niso strelili natančno demonstrirali vsi, ne? Pač, pa na postavitve, pač to, kaj je bolj pomembno, recimo. Ja, pa sem tudi fuzbala, recimo mize same ne moreš dvigovati, če je nek profesionalen turnir najbrž, ne? Zdaj tudi, če primeš to ročko, to je potem zdravo. Jaz mislim, da je hotel povedati, da smo mi tako dobra, ne? Da se... Torej, jaz se gledam profesionalne metode, igralci so na glavi, dolg strel čez igrišče in op, skoraj. Ja, tekmovalne mize so po večini vse težje. To gre zdaj, mislim, Kaj s tem? Tukaj gre za žoga v obrambo. Aha, okej. Ok. Vse mize so Težje. in se tudi ob določenih strelih premikajo, pač, ampak ne v takih količini. Odvisno, koliko si močen, no? Zdaj, če si... Ne vem, če je 130 moč tista, pač... Okay. Ja, Ali bo to drugi gol, ali bomo ostali pri kaj? recimo pri udarcu ni vedno, ni moč pomembna, ampak tehnika udarca, v kakšni poziciji je žogica glede na igralca in s kakšno hitrostjo. Pač fizika. 1-1. Je res? Moja? Ja, je res. Že polfinale so napete, ne? Zdaj kaj še levo? Kakšno bo finale, ne? Grand finale. Čeprav zdaj včasih je tako, gledaš Ligo prvakov, pa ostale dejansko fuzbale. Si prvi začaran vedno finalu, ne? Si želiš, da je polfinale, finale pa ni. Tako, ja. Kocke mi več ne rabimo. Gospa, dajte sem prijet, prosim, ta cajt. Gremo na poti. 1-1. Dajmo jo na stran nastaviti. Pa to je v redu zdaj, ne, če jo potem pomaknem. Ali ni? Ja, ponavadi pač je tako, da vprašaš nasprotnika, če lahko premakne žogico. 2-1. Dolence vladajo. Zdaj 1-0 si vodo, zdaj imaš 2 gola. No? Slavo kaže. Bula pred tabo, da se moraš malo zresniti. Drugač ne bo veselje, pa sreče, kakor se vzame. Koliko rezultat je res? 2-1. Kako so pa recimo na turnirjih, kakšne so nagrade? Se da od tega kaj živeti, da si profi, da si profesionalec? So profesionalci, živijo od tega, dobro živijo od tega, ampak v večjih državah, se pravi na svetu, ne vem, Nemčija, Amerika, Francija, kak Italijan, Italija ima fejst razvito. Pri nas tega še ni, ne? Profesionalni 2-1. športnikov ne, da bi živeli od tega, samo od tega. Je šlo? Ni šlo. Evo, skoraj gol za izenačenje, zdaj bo videla, kaj se bo zgodilo. Pripravlja se teren, igrač na glavi in 3-1. Evo, vse čestitke, imamo prvega finalista. Opala. Ekola. Izvolite sest, prosim. Denis Barvo in Sandi Grobelnik, evo, to je bil prvi polfinalni dvoboj. Hvala vama, da sta opravila prvo polfinale. Miha Lesjak, Matic Leban. Drugi polfinalni par, evo, so srečo obema, to je to. Za en fair play še handshake.
Tadeja poznata, zdaj ste ga spoznala, imela ste priložnost spremljati, to je naš odnik danes. Do Ganek je Želimo žogca, dobi žogco prvi. Leva. Moš Kjera pokazati. Jaz si pokazal desno žogo. Moja leva. Se zato sem pa vprašal. Alrighty. Dajmo začeti. Kjer dobi gol, ima žogico na sredini, tako da. Dobro. A si? Ja. Gremo. Druga polfinalna tekma našega prvenstva v namiznem fuzbalu. Je taka malo živčna igra zdaj, no? Že tako na začetku, gled, roka se mu trese. Ali pa fintira. Še vedno nič proti nič. Mislim, da je to prvi korak v malo bolj resni igri, da se žogica ne meče v igrišče. Ena proti nič. Zdaj, Lep se je dal. Opa, bo šlo? ker tisti, ko je imel včasih dobro natreniran met, je celo igro vsaj meta, ne? Ja, tudi gre. To bo hitro konec. To je zdaj kaj, 2 proti nič že? Ja. To gre hitro. Vikend in Zvita Feltna. Na nuli ne bom. 2 proti 1. Ale. Miha Lesjak, Matic Levan. Druga polfinalna tekma. Evo, pol nas čaka še finale, to komaj čakamo, v bistvu po vsem skupaj. V 16 tercu. Se to je tudi fino, da se žoga umiri na koncu, da ne mečeš vsega skupaj, pa da se ne, recimo, ne? Ja, pa tudi bolj pošteno je, če je v tistem, recimo tako se ne zdaj premaknil, če je v tistem delu igrišča žoga bila, Okay. je bolj pošteno pač, da jo dobi tisti, kot pa če se jo spet na sredino vrže, ne? Ja, to je itak. Ampak, kaj pa so recimo pri vas, opa, malo jače, vsi do poteze, fintiranje. Njega lahko kupite. Ja, Lahko lahko trenirate, povabimo. recimo. Tako, Pa malo vam zašpila vmes še. V Holcajtu. Ima še nastop. Tako si pa kako mato mislite, vikend fuzbal, recimo. To bi šlo, ne bi šlo? Skoraj. Lepa obramba. Vse fino. Miha ima kar izkušnje, zgleda. Ja, očitno mu nikak gre pri vsem skupaj. Dobro je. Koliko je zdaj Match point. 2-2. Meč, žogica. A da vidimo, kaj bo z tega. S kom se bo pomeril Denis Barbo v finalu? Bo to Miha Lesjak, bo to Matic Levan. Kdo bo šel domov z bogato nagrado 100 000 evrov? Se ne, hec je. Slušaj, kaj pa barve, recimo? So vedno rdečo-modre? Ne, so tudi črno-rumene, Okay. Slako sam barve so zbiraš, to ne moreš? zeleno, ne, so zeleno-črne tudi, različne. Ampak barva nekako ni pomembna, razen mogoče za kakšni psihi. Evo, končno. Ravno si mislil reči, da je jako napeto. Bravo. Čestitke, spoštovanje. Evo, bravo, Bravo, čestitam. hvala za udeležbo. Torej, zdaj imamo finale Denis Barbo in Miha Lesjak. Občutki? Vroče. Zdaj si se spotil, da si zašvical, prav? Grel sem vse. Ja, zdaj te bomo pa dali malo sedeti, da se malo skoliraš. Ok, prav. Dobro, dajmo mi še en komad zašpilat, novi spomini so z nami. Hej punca ti, a veš, da se mi zdi, da takega objema sploh za tebe ni. Hej punca, kdo te ljubil bo lahko, takrat ko njega s tabo več ne bo. Hej punca, daj, pomisli name kdaj, jaz komaj čakam, da dobiva se skrivaj. Hej punca, kje mi vzela bo srce, sporoči kraj in uro,
uro čakam te. Ko moja boš, ne bom te spustil več iz rok, čeprav utrujal in težil ti bo. Ko moja boš, bo on osamljen in ubog, ti pa spoznala boš, kaj je lepo. Hej punca, daj, pomisli name kdaj, jaz komaj čakam, da dobiva se skrivaj. Hej punca, kje mi vzela bo srce, sporoči kraj in uro čakam te. Ko moja boš, ne bom te spustil več iz rok, čeprav utrujal in težil ti bo. Ko moja boš, bo on osamljen in ubog, ti pa spoznala boš, kaj je lepo. Ko moja boš, bo on osamljen in ubog, ti pa spoznala boš, kaj je lepo. Ti pa spoznala boš, kaj je lepo. Od novih spominov gremo mi na lušno in sicer izven studia. Za mano vidite to, čemur se reče z drugo besedo ali z drugimi besedami mokre sanje vsakega tinejdžera, da moških srednjih let sploh ne omenja, ampak v resnici je vse skupaj en resen biznis, resen trening, zelo zahtevno. Z mano je Matej Trilar, ki je trener navijaške skupine Blue Warriors. Matej, pozdravljen. Zdravljen, Sebastian. Poslušaj, zdaj je Blue Warriors, pa en kup punc, pa en kup fantov. Ja, vse skupaj se je začelo pred 20 leti v Mariboru, ko smo prišli za športom cheerleading na drugo gimnazijo. Takrat se je tista prva generacija, izključno z mano, vred začela s tem ukvarjati in jaz sem v tem ostal. In tukaj vidimo to za že produkt enih 15 let, vsaj 15 let trdega dela. Slovensko ime za nas so borci, drugače pa v tujini se imenujemo rajši Blue Warriors, ker je malo lažje izgovorjava vsega skupaj in tega sega. Tako da tukaj vidimo en element, ki ga izvajajo, zdaj pa mislim, ko smo se pogovarjali, da ne bo preveč utrujanja, tudi ti že poznaš nekaj komand, kakih narediti, ne? Ja, dejansko res je, zdaj treba reči 1, 2, gor dol, to je to? Ja, ok, sam trenutek. 1, 2, gor dol! Bravo! Vsi preživeli, vsi celi, noben si nič ni naredil. Zdaj, v javnosti, jaz sem malo na začetku povedal, malenkost zbadljivo, mogoče celo, vsi imajo eno mnenje o cheerleaderkah, recimo, ampak to je ena resna zadeva, ni? Ja, tako bom rekel, minili so tisti časi, ko smo vsi mislili, da so cheerleaderke ljubka dekleta s cofki, pa malo skačejo okoli na tekmah, pa to bomo rekli, da ni več zdaleč ne tak. Cheerleading je postal resen šport, smo člani tudi Sport Akorda, to se pravi mednarodne oziroma svetovne športne zveze, člani Olimpijskega komiteja in če bo vse po sreči, bo verjetno cheerleading tudi prvič na olimpijskih igrah leta 2028. 28, imamo še 10 let cajta. Ja, tako da mi starejši trenerji bomo zagotovo šli zraven gledati in navijati, ampak želja naša je tudi nastopati, ampak mislim, da ne bo več. Ta generacija bi še pa mogoče lahko ujela tisti zadnji vlak. Ta generacija bo potem učila nove generacije, mi bomo pa šli s kamerami zraven, za oddajo tudi recimo. 2028, če ne prej se vidimo takrat. Zdaj nekaj boste pokazali, neko formacijo, neke zadeve, da nam nekaj poveš o tem. Pokazali model tekmovalne koreografije. Cheerleading se stoji iz gimnastike, akrobatike, človeških piramid, dvigov in metov in je dejansko kombinacija zelo zahtevnih fizičnih prvin. Hkrati pa s tem, ko se tudi otroci začnejo to učiti, ker imamo od tistih čist mini prvi razred pa do članov. Prosti, koliko morajo biti stari, recimo, da lahko pridejo zraven? Navadi začnejo v prvem razredu ali pa še prej.
tako da imamo otroško skupino, kjer imamo iz 1. razreda, ene so še malo mlajše in tiste jih učimo čisto osnovnih stvari, kot so, ne vem, preval, rondat, kolo in potem takšne mini piramidice, kjer si stopijo na nogo, ne v luft. Ti člani bodo pa že pokazali tisto bolj, kaj se gre tekmovalni cheerleading, kaj je tisti čar tega, kot ti mali otroci zrastejo v to. Ok, dajva, recimo se pripraviti, pa mogoče nam lahko kar pokažete nekaj vse skupaj. Ne? Koliko vas je sploh, to mi še povej? Vse skupaj, ekipa šteje 20 ljudi, danes ni vseh tu, so še tudi, eni so odsotni, študijske obveze, šolske obveze, tako da zdaj mislim, da nas je 18 tukaj in lahko bomo pokazali naše tekmovalne koreografije, tudi na glasbo, da bomo imeli en taki pregled vse, kaj se dogaja. Ok, super. Koliko traja? Ta del bo trajal približno minutko. Ok, super, dajmo mi to pogledati. Vi ste pripravljeni? Vse pripravljene? Ogreti, ogrete, kot mora biti? Super, dobro. Rabiš mikrofon, to ne? Ne rabim, samo imamo glasbeno podlago. Ok, jaz se bom umaknil, da kdo ne pade po meni in to je to, evo. Dame in gospodje, Blue Warriors, borci, to, kar ste zdaj videli, lahko počnete tudi vi, če ste stari. Koliko imate? Začnemo že zelo zgodaj. Otroška skupina ponovadi začne trenirati od 8 let dalje, včasih že kateri prej. Članska pa potem nekje 14-15. Imamo tudi mladinsko skupino, tako da ko pri nas začnejo, grejo vse te selekcije skozi in pride potem do takih vragolij, kot ste jih prej videli na videu. Ok, pol pa za seniorje tu še ena skupina, to je za tiste, ki so moj letnik. Kateri je to raje ne pove, ampak recimo jaz tega več ne bi mogel početi najbrž, ne? Določene elemente zagotovo. To se da, to vsi mislijo, da je hudo težko, ampak ene stvari so dejansko lažje, kot izgledajo, no, čisto odkrito. To, kot si prej povedal, ne, ko mi smo že kamere prižgali, dejansko se tisti cheerleading deli na vse dve smeri. Cheerleading je kot šport, panoga se deli na dve podpanoge. To je cheerleading, to je to, kaj vidite tukaj, in na cheerples. Cheerples pa so mogoče tiste stvari, ko poznate malo bolj kot plesalke, ki plešejo, ki izvajajo tudi neke določene gimnastične elemente, imajo cofe in vse skupaj. Tako da to je na tisti dve smeri razdeljeno. Tu je malo več akrobatike, malo bolj dinamično, malo bolj po luftu letijo zadeve, bomo rekli. Cheerples je pa potem tudi mešanica skokov, piruet, dvigov, formacij. Tam malo drugače izgleda, vse bolj prizemljeno, pri nas smo bolj v zraku. Vi ste bolj v luftu vsi skupaj. Zdaj, da nam sam še za konec povej, kam lahko pridejo posamezniki, če želijo recimo take zadeve izvajati, pa se vam pridruži. Ja, naš matična telovadnica je telovadnica 2. gimnazije Maribor, kjer imamo treninge ob torkih in petkih proti večeru. Da se nas pa tudi pri nas trenira po šolah. Imamo okolici Maribora, potreniramo po šolah v Mariboru, na osnovni šoli Leona Štukla, osnovni šoli Starš, osnovni šoli Hoče, osnovni šoli Kidričevo. Tako da smo zelo razširjeni in naš Facebook oziroma internetni naslov www.borci.si in tam boste našli celotni urnik, slikce, kaj je cheerleading, vse informacije in želimo, da se nam pridružite. Zelo zanimivo je. Evo, to je to, kar ste videli, če boste imeli kak predsodek, ker vaša ta mala ali pa fant hoče iti med cheerleaderke, recimo, ne, pol dajte to odmisli, zdaj ste videli, v čem je stvar. Fantje, punce, kaj ne rečem, vsaka čast, aplauz, no, vsem skupaj. Evo, to je to, zdaj veste kaj in kako mi gremo naprej z Vito Feltno, čim prej, no? Ne vrti cel film nazaj, ko se prikradeš iz navade. Čas je, da te najdem zdaj, tam dol ob morju, tam čas stoji
kjer lunina je belina, tam je vedno moj dom. Zame ti si edina, a na te stavil ne bom. Generacija čaka, do jutra prije do dna, se čaša vina pretaka, da luna pade z neba. Kjer lunina je belina, tam je vedno moj dom. Zame ti si edina, a na te stavil ne bom. Generacija čaka, do jutra prije do dna, se čaša vina pretaka, da luna pade z neba. Prevrtim si film naprej, lunina belina naj je zavila, pod borovci se nasmej. Dol ob morju, tam čas stoji, kjer lunina je belina, tam je vedno moj dom. Zame ti si edina, a na te stavil ne bom. Generacija čaka, do jutra pije do dna, se čaša vina pretaka, da luna pade z neba. Kjer lunina je belina, tam je vedno moj dom. Zame ti si edina, a na te stavil ne bom. Generacija čaka, do jutra pije do dna, se čaša vina pretaka, da luna pade z neba. Tam je vedno moj dom, zame ti si edina, a na te stavil ne bom. Generacija čaka, do jutra pije do dna, se čaša vina pretaka, da luna pade z neba. Kjer lunina je belina, tam je vedno moj dom. Zame ti si edina, a na te stavil ne bom. Generacija čaka, do jutra pije do dna, se čaša vina pretaka, da luna pade z neba. Jaz sem vesel, da sem živ, da sem cel in da nisem še zavil dol z te poti, ki me bodo vrha. Karkoli se zgodi, familija je prva. Nisem pozabil na prijatelje, da pravih malje, čuvam jih k zdravje. Vsak dan je novo poglavje, imam svoje sanje in verjamem vanje. Tu če se zdi nemogoče, čisto vse se da, če se hoče. Odloč se in deli na tem, posluši, iskreno ti povem. Cenim svoj life, širim good vibe, zato ker cajt ne gre več nazaj. Cenim svoj life, širim good vibe, zato ker cajt ne gre več nazaj. Cenim svoj life, širim good vibe, zato ker cajt ne gre več nazaj. Cenim svoj life, širim good vibe, zato ker cajt ne gre več nazaj. Prednost dam družini, ne pa gotovini. Sreča ni polna vreča, tako kot v trgovini. V čisti tišini slišam svoje misli, čeprav smo tok različni, spet vsi smo isti. Vsi smo ljudje in vsi imamo ime, vsi imamo srce in ljubezen tle nekje. Poglej se, posluš se, prepust se. Life ni koda na fonu, da lahko imaš 3 poskuse. Zato ga izkorist in popiš prazen list. Pust dober vtis in vedno mejo brž čist. Bod tist, kada ljubezen, bod hvaležen, ne obupi, vse bo good presežem. Cenim svoj life, širim good vibe, zato ker cajt ne gre več nazaj. Cenim svoj life, širim good vibe, zato ker cajt ne gre več nazaj. Cenim svoj life, širim good vibe, zato ker cajt ne gre več nazaj. Cenim svoj life, širim good vibe, zato ker cajt ne gre več nazaj. Ko
Korak po korak, noč ne gre na silo, lepo potrpežljivo, life je darilo. Vsak dan se učimo in delamo napake, a sonce vedno premaga oblake. Štartu sem iz dna, dolgo vsaka me pozna, zdaj sem tle, ker dotaknem se neba. Isti človek, še zmer sem boljši kot včer, ker v sebi sem najdu mer. Cenim svoj life, širim good vibe, zato ker cajt ne gre več nazaj. Cenim svoj life, širim good vibe, zato ker cajt ne gre več nazaj. Cenim svoj life, širim good vibe, zato ker cajt ne gre več nazaj. Cenim svoj life, širim good vibe, zato ker cajt ne gre več nazaj. Good vibe, Čale Sale. Španje. Ja, redo. Ja, seveda. Pizza. Vsak večer znova, če tudi. Še posebej. To je to. Jaz bi bil ti za kak vikend ali pa za en teden, da vidim, kak je to, ko ne moreš iti normalno v trgovino, pa kak je feeling, ko recimo nobena ne more reči ne. Dejansko. Dobro, ni to hudo, oziroma to lepo, ne rabiš pretiravati. Ne, malo se heca, ampak res se najde kakor, ko ti reče ne. Definitivno, ja. Vse najdejo in ženske in moški in ljudje nasploh, tako da nisem zdaj nič posebenega, da bi rekel, čisto odvisen od situacije. Skromnost je ena taka lepa vrlina. Zdaj pa, koliko časa si zdaj ti na sceni dejansko? Pa v bistvu z glasbo se ukvarjam že celo življenje, pri 6 letih sem začel klavir igrati, tako da je to recimo 20 let vse skupaj, drugače pa prav z rapom. Pri 13 letih sem začel pisati tekste, pol pri 18-19 sem prvi komad posnel, ga objavil na YouTube, poslal okoli po radijskih postajah in pol je v bistvu vse tako resno se malo zaštartal tam, ko sem bil 20-21 let. Ampak zdaj mislim za slovensko sceno recimo. Pa ja, v bistvu za slovenski sceni takrat prvi videospot, ki sem ga posnel Nočem iti domov z ekipo DJ Time, je bil po moje, da 6-7 let nazaj, tako da po moje že 7 leto recimo, da ustvarjamo. Vmes je bila pa kratka pauza, ker sem se ukvarjal z drugimi stvarmi, s trgovino, športno prehrano, z fitnessom, zasebnim trenerstvom. Tudi trener si seveda. Zdrava prehrana, to je to, s čimer se zdaj ukvarjaš tudi? Definitivno, ja. V bistvu trenutno se ne, ker imam toliko obveznosti z glasbo, ker se to res ful dobro zdaj zaštartali in se posvečam temu maksimalno, delam nove komade, snemam nove in videospote, nastopam vsak vikend, zdaj smo postavili band, 8 članov nas je, tako da bomo tudi živo igrali z inštrumenti in bo res nadgrajujemo skozi. Pa zdaj vi imate dejansko večkrat na teden verjetno nastope, nimate? Ja, čisto odvisen. Zdaj jaz si probam tako nekako svojim menedžerjem pa z ekipo razporediti, da ni to preveč nasičen, da lahko imam še zmeri fokus na glasbi, ker če imaš vsak drug dan nastop, je zelo težko. To sem videl naprimer decembra, ko sem imel več kot 20 nastopov, skoraj vsak drug dan in je bilo kar naporno. To te izčrpa psihično, fizično. Veliko v bistvu energije moraš vložiti v to in pol jaz tudi po vsakem nastopu se z ljudmi družim, slikam, pogovarjam in tudi to ti velike energije vzame. To nisi recimo, da bi bil zelo odtujen od občinstva, od tistih, ki pridejo gledati? Ne, zmeri, meni to veliko pomeni, zato ker sem za ljudi tudi jaz toliko uspešen in mi to pomeni, da sem v stiku, tudi da v bistvu mi oni povejo, kaj mi je všeč pri mojih komadih in da dobim nek ta feedback nazaj od njih, tako da sem zelo vesel, da imam to možnost, da se ukvarjam s tem, kar me veseli in da imam take poslušalce, ki so res zvesti in ki prihajajo na nastope in ki na vse dogodke prihajajo in podpirajo, pišejo sporočila, tako da svaka vam čast. Pošteno, evo, to je en tak lep odnos. Zdaj, Lagano, to je bil en tak prelom skoraj, ni bil? To je bil tisti breakthrough, da rečem. Res je. Prvo sem delal v bistvu več ali manj rap komade, rap je tako uporniška zvrst, bil sem mlad, moral sem nekako eno jezo dati ven iz sebe, ja, pa ta čustva, vse pač brez dlake na jeziku, ne. Pa sem pa v bistvu mal dozorel, veliko različnih stvari v življenju se mi je dogajalo, imel sem to kratko pauzo in sem res videl, kaj hočem v življenju in to je bila definitivno glasba in sem rekel svojim producentom Damjanom Jovičem, sva se v bistvu najdla, on je tudi bil v tujini, pa je bil malo razočaran na tujino, prišel sem in sva rekla, nima veze, če smo toliko mehni, ampak vsem se da, če nekaj delaš srcem, pa če se trudiš za to in če vlagaš in če se odrekaš, bo prej ali slej ta pravi rezultat. In ta komad je bil v bistvu prvi slovenski reggaeton komad. Reggaeton je zvrst, ki vključuje nekako bolj plesne ritme, izvira iz Latinske Amerike in
takoj te povleče na neko miganje. Besedila so tako preprosta, pozitivna, pa v bistvu je pa značilnost, da je mešanica repanja in petja, da je oboje skupaj. Tako da sem začel tudi malo peti v komadih, sem začel hoditi na pevske vaje in evo, rezultati so tukaj, lahko se pohvalim ob tej priložnosti. V enem letu pa enem mesecu je na YouTubeu videospot Lagano presegel 4 milijone ogledov. 4 milijone, to je skoraj unikatno. Po moje, da je rekord za nek slovenski komad v enem letu, da je imel toliko ogledov. Dajva še na kratko povedati midva za Good Vibe, evo to, kar smo zdaj nazadnje slišali. Ja. Kaj je to, nov single? V bistvu je par mesecev že star, januar je šel, ampak mi smo to naredili v sodelovanju z eno, kako bi rekel, akcijo Popolna samosvoja, ki jo zavešča o spolno prenosljivih boleznih. In v bistvu jaz sem hotel v tem komadu izpostaviti neke vrednote, ki se danes pozabljajo, in to so na prvem mestu seveda, vsi vemo, zdravje, družina, prijateljstvo, spoštovanje in vsi se nekako borimo v tem nekem tempu, hitrem tempu, veliko obveznosti, borimo se za to, da bi lahko zaslužili, da se preživljamo, da si omogočimo udobno življenje, veliko folka pa pozablja, da je zdravje na prvem mestu. Itak, stvari, ki jih ne moš plačati in s tem, da si ti zelo mlad fanče, pa ti je vse to že zdaj jasno, pol, da si lahko malo vsaj strah, kaj se bo šele zgodilo. S Čaletom, Caletom v nadaljevanje, vso srečo v karieri, vsem, kar delaš, s prehrano, za vsem skupaj. Kar fali samo še je to, da preberem kako čestitko, ali pa tudi ne. Ansambl Vikend, mi gremo naprej z enim luštnim komadom in sicer Ko polko urežem. Evo, to je nekaj za naju. No? Juhu. Sprašujejo me, kaj za vraga mi je, ne zanima me jazz, ne funk, ne rock'n'roll. Čudno je, ker sem mlad, pa imam valčke rad, polke takšne na poskok, pa še bolj. Sprašujejo me, kaj za vraga mi je, če mi v škornjih in irhrcah nič vroče ni. Jaz pa vem, da je fan čista prav muzikant, kadar noša ga narodna krasi. Ko polko urežem, jaz te dosežem, za rundo fantje mi dajejo. Me stare mame imajo rade in strici modruk imajo. Ko polko urežem, jaz te dosežem, dekleta pravijo, da sem mas. Srce poskoči, ko se odloči, za polko zdaj je pravi čas. Sprašujejo me, kaj za vraga mi je, če mi v škornjih in irhrcah nič vroče ni. Jaz pa vem, da je fan čista prav muzikant, kadar noša ga narodna krasi. Ko polko urežem, jaz te dosežem, za rundo fantje mi dajejo. Me stare mame imajo rade in strici modruk imajo. Ko polko urežem, jaz te dosežem, dekleta pravijo, da sem mas. Srce poskoči, ko se odloči, za polko zdaj je pravi čas. Srce poskoči, ko se odloči, za polko zdaj je pravi čas. Če upam, da ste urezali samo polko, pa nič drugega, mi bomo urezali v spomine in to direktno. Miha Volk je z nami z ansambla Vikend. Pozdravljam, spoštovani, izvoli šest. Zdaj, rekel sem, da bomo urezali v spomine. Zakaj? Zato, ker smo iskali srečo svoj cajt tudi s tabo. Ja, točno tako. Ena igra, ki smo malenkost zanemarili. Ja. Ampak ti si bil tisti, ki je uspel v rekordnem času najti. Kaj si iskal takrat? Jaz sem iskal ene bombone okay. In sem jih našel. Zelo hitro, zdaj pa ne vem, če me je kdo prehitev. In sicer v minuti 33 ansambl Vikend, absolutni rekorderji. Zdaj vsi ti ansambli so se zvrstili, vsi ti bendi, vse te skupine. Poskočni muzikanti so bili sicer kot prvi pri nas, pa so iskali srečo skoraj 22 minutami. To je kar en čas, ipak, ne? Ja, prvi so šli na ulice,
pa najtežje je, ne? Neizkušeni niso vedeli prav kak in kaj. Ansambl Smeh je bil slabši za 3 sekunde, to je komaj merljivo, recimo, ne? Ko nekoga pokličeš, recimo. 1, 2, 3. Ne? To je zelo malo, ampak ti si dosegel prvo mesto takrat, SOS Kvintet, Veseli Dolenjci in tako naprej. Zdaj povem, recimo, si ti takrat upal, da boš zelo hitro si pričakoval? Nisem si mislil, nisem vedel. Jaz sem šel pogumno na mariborske ulice. Iskat bombone? Iskat bombone. Nisem vedel, bomboni so, marsikdo jih ima v žepu. Zdaj nisem izdelal, da bi to bila neka težja naloga, ampak nekako se je poklopilo vse skupaj. Mi smo iskali vse živo v enem cajtu, recimo stare vozniške. Če mene ustavili, bi jo takoj pokazal. Potem recimo, kaj smo šli, neke šminke, pa slike partnerjev, pa glavnike, menda, vse, kar sploh obstaja, kar lahko ima človek v torbici, cel tablete, recimo. Ti si dobro odrezal, jaz predlagam, da si mi da pogledamo, oziroma si pogledamo vsi skupaj, kako je Miha Vovk uspel v minuti 33 najti bombone na mariborskih ulicah. Dajmo pogledati to. Pa gremo pogledat. Mariborčani, kje ste? Evo ga, tule že imamo 2 gospoda. Dober dan. Dober dan, gospod. Lepo zdrav. Kako ste, gospod? Imate kak bombon? Trenutno imaš ti? Imate kak bombon? Nimam trenutno. Nimate? Ne. Iščemo bombone, rabimo bombone. Čim hitrej mora v lokal. Evo tule ena gospa, mogoče vi gospa, vas lahko zmotim za sekundo. Ne morem, pa gremo naprej. Iščemo seveda bombone. Še tole, gospod Mičkin, vas lahko malo zmotim? Ne smem, v redu, pa gremo naprej, mogoče bojo tlele v lokalu usmiljeni. Dobar dan, gospod, vas lahko malo zmotim? Iščemo bombone, imate mogoče vi kakšen bombon? Imate? A res? No, kje imate, res? Evo ga, dobili smo bombone. Tetali bojo, kar redo. Evo ga. Jaz imam bombon. Takole, minuta pa 33 sekund, absolutni rekorder. Jaz mislim, da tega nihče nikoli več ne bo podrl. Zato ansambl Vikend, evo, za vaše prvo mesto, Termana Laško, poklanja kopanje za vseh vas 5. Super. V bendu, evo, to boste šli na en fin tak na sprostitev na vse skupaj. Čestitke za prvo mesto, izvoliš kartice, vstopnice. Prav bo prišlo to, oddih malo v bazenu. Ja, bomo šli z ansamblom skupaj, se spomnili na vas, naredili eno fotografijo in vam jo poslali. To morate obvezno pa poslati. In jo poslali. Poslušaj, ampak zdaj boste šli pred sezono, dejansko zdaj vas čakajo špili, verjetno pa vse skupaj. Ja, zdaj so špili, v ta čas, ko se nismo videla, smo imeli tudi promocijski koncert. Izdali smo novo zgoščenko z naslovom Sin, tako da smo bili kar pridni, snemamo nove viže, nove pesmi. Zdaj v začetku počitnic prihaja ena zelo, zelo taka sveža melodija, mičkeno v zabavnih ritmih, ampak pustimo se presenetiti, podrobnosti sledijo. Dobro, zdaj, takoj, ko bo to zunaj, boste prišli k nam spet, boste malo odšpijali pa zapeli, prav? Seveda, z veseljem. Miha, evo, čestitke še enkrat. Hvala lepa. Lepo se kopajte, uživajte tam, pa da vas malo zmasirajo še, da boste nabrali. Super, hvala vam za nagrado. Ja, nikaj malenkost, naše veselje. Zdaj, to je bil finale ravno naše rubrike Poišči srečo. Nas pa čaka eno drugo finale in sicer Vijolični kotiček, krem de la krem. Evo, finale, absolutni, grand final, Liga prvakov. Finale, kaj še? Vse sem že rekel, finale. To je to, dajmo zdaj mi fuzbal špilat. Medtem ko Sandi in Matic počivata, sta Miha in Denis popolnoma pripravljena, redi, da pokažeta, kdo kaj zna in da potem objavimo zmagovalca, absolutnega zmagovalca Lige prvakov našega ročnega fuzbala, višek sezone, highlight, evo. Dolgo pot sta opravila do sem. Dejmo mi žogico žrebat, videli ste, kako to gre, tedaj bo to opravil zdaj, evo. En zbere žogico ali pa stran, po želji. To je to. A kak je, kdo pa stran izbira? To ne gremo več, to je to, rešeno. Tak smo se zmenili. Sam za žogo, v redu. Miha, Lesjak, Denis Barbo, Vikend, novi spomini, kdo je boljši v fuzbalu?
Zdaj, kdo je boljši v špilih, to se mora pol zmeniti. Ampak kdo je boljši muzikant, recimo. Pol kasneje na pivo. Zdaj pa sta čist natrenirana očitno, ne? Ne se spomnim, kdo od vaju ni srednje šole naredil. Kdo je bil to? Ne vem še. Samo je verjetno večina res začela v Ja, srednji šole, ne? Saj, to je tisto, kar vsake vprašamo, ko pride, kje je to igral na zadnjem srečo v srednji šoli. Večina jih reče v srednji šoli, kar je seveda res. A pol kasneje v najljubšem kafiču. Dobro. Zdaj mi malo skozi prste pogledali, da ne bomo za vsak faul noreli, za vsak kršek. So te kakšni incidenti, recimo, ko imate tekme, take resne? Incidenti v smislu... Kaj, da se ljudje malo skočijo eno drugega ali pa... Ne, so določeni igralci, ki uporabljajo mogoče malo drugačne psihične taktike z provociranjem, z kakšnimi takimi stvarmi ali pa incidentu, da je prišlo do pretepov, pa ni. Ni že bilo? Ne. Kaj pa kaj takega kot recimo tisti headbutt v stilu Zidana, pa... Tudi ne, očitno. Pa se, v bistvu se tu bolj pokaže, kdo je boljši pač v igri, ne? Ni zdaj fizičnega kontakta dejanskega, ne? Da bi mogel moč izražati. Ja, samo glih tak znoriše. Prvi gol, 1-0. Denis Barbol. Tak sta kot stekla psa malo, no? Ne, trzete. Ampak Barba zelo premišljen že bil pri prvi tekmi, ko je prvo igral, skoliran, lepo, poker face. To je to. Če ogromno je na psihi, da zdržiš recimo 3 sete, do 5. Ja, psihična priprava, pa tudi že recimo ta boljše tekme, močnejše tekme, se že recimo nasprotnika z določenimi potezami pred tekmo že načenja pač. Kot kaj? Kaj se naredi? Dobri igralci se tako poznajo med sabo, vejo, kaj kdo ne mara, kaj ga moti. Pač provokacije, tako kot si prej rekel, Zidane. Da ga sprovociraš? Ja, pač. Tako prijeta do mize, ga vprašaš, kak je kaj sestra? Ja, recimo. Ja, kaj je bila pozna včeraj? Ne, pa recimo z kakim zadrževanjem, recimo, bi se že tekma mogla začeti, pa še ti se osvežuješ, pa še ročke navijaš, pač odvisno kako. Pa po kafesi greš, pa... Ja, tako. Joj, na WC še moram, pa... Kaj pa s tem, recimo, lahko vzameš time-out, rečeš, da greš, nos napudrat? Ja, time-outi so 2 time-outa na set. Ok. Time-out je 30 sekund. Ja, sam, če moraš na WC, pol to ni lih nekaj cajta, ne? Pol moraš iti med setom ali pa po tekmi, pač ne moreš, ni zdaj, da bi rekel, zdaj pa time-out, jaz smo iti na WC, lahko greš na WC, če ješ 30 sekund nazaj. Ni... Pol moraš tudi to trenirati, verjetno? So pa pol, ne vem, se lahko kdo poškoduje, je technical time-out. To je zelo napeta tekma, kar mi vas spremljava. Nismo še imeli take dejansko, tako da ni bila nič razočarana na koncu, ne? Pa si želela, da je polfinalna tekma, katera je bila dejansko res finalna. 1-0 še vedno. Denis Pokerface vodi in... 1-1. Sta zaenkrat kar je zanačena, ne? Ja. Kar me veseli, recimo, dosti krat je bilo tudi tako, da smo koga povabili, pa je bilo zelo hitro fertik. To je finale, ne? Ja, ipak. Prvič morate oba upravičiti ime sloves, ki ima ta, kdo bo vice šampion. Kdo bo dvignil pokal na koncu. Kako se premišljena, 6. pri stvari, recimo, in to se tudi mora dati, pol ne moš imeti neko voljo, željo, strediti. Opa, strelj čez, opala, celo igrišče. Ja, že malo popušča, no? Lesjak se več ne počuti dobro. Tudi Barbo je postal nepreviden. Ok, vidite, sami igrajte. 1-1. Ta tekma zna kar trajati. Poslušaj, to še, kam lahko grejo vsi, ki želijo to igrati recimo vsak dan, oziroma dobro natrenirati, pa biti dobri ocen, pa igro razumeti, pa...
Kje se lahko ustavijo? Najboljša stvar, ki se lahko trenutno po moje ustavijo je... Oprosti, kaj naredijo v tem zdaj s tem? primeru, Kaj se v tem naredi? primeru je strelal on, gre žogica tukaj v obrambo. V domači 16-metrski prostor. Okay. Se pravi, če bi hoteli trenirati, imamo najboljše pogoje v uradnem trening centru namiznega nogometa v Trojanah. In 2 proti 1. Jaz sem že prej videl žogico noter, v golu. Pa ni bila. Tam imamo tudi vse profesionalne mize, ki jih je 5. Tako da, če bi kdo hotel samo pogledati ali pa sprobati igrati, so v trening centru v Trojanah. Drugače pa so aktivni klubi. Še meč žogica, evo, to je zdaj to. Boljšega scenarija se ne bi mogli niti zamisliti. 2 proti 2 v finalu, grand final namiznega fuzbola. Obali, Liga Krčeto, igra se Primorska liga v Ajdovščini, igrajo v Kavalu, ima svojo ligo v Ljubljani. Zelo napeto. To je ta destinacija. In 3 proti 2. Bravo, Žiga Lesjak, Denis, vse čestitke. Super igra, super meč, bravo, vse čestitke. Zdaj samo še kar manjka je nagrada. In to je Termana Laško, ti poklanja 2-kratno učiteljstvo v penzionom. Evo ga, to je to, vikend paket, da se boš fino spočil po zelo naporni tekmi. Čestitke, vidim, da si se spotil tudi, še enkrat spet. Pa znova, zdaj boš lahko igral še kaj, instrument, boš lahko špilal naprej. Gremo naprej, seveda. Evo, ti si zdaj glasbeni šampion. Ja, hvala. Ja, to se te bo zdaj prijel, je nov nickname, nov zdevek. Povej mi sem, kak je bilo občutek zdaj v finalu? Ja. Ti si že bolj za Švico. Pismo, vodo sem, ne? Razočaran sem totalno. Super, super je bilo, super je. Ne. Pa za drugo sezono bomo šla, mogoče skupaj potem. Nekaj moči. Tadej, hvala za to sojenje, za support, za vse skupaj, kar si povedal. Obilo uspehov, ko boste kjerkoli igrali. Ja, slovenska reprezentanca v namiznem nogometu. Vama hvala za obisk in tudi kolegoma Sandiju in Maticu. To je to. Drugič več sreče naslednjo sezono, prav? Ok, hvala vsem. Mi gremo naprej k nagradni igri. Mi gremo na Lušno z RTS, dajte tu ostati. Gospe, gospodje, pri koncu smo, kar nas čaka samo še naša nagradna igra. Na Lušno z RTS. Kam gremo? Gremo v Prekmurje v hotel Diana. In sicer vas čaka vikend paket, kar morate narediti je samo to, da se ustavite na našem Facebook profilu RTS24. Tam so vsi infoti, vsa pravila, vse, kar je treba narediti. Naj vam pomagam pri vsem skupaj. Treba je zadeva všečkati, treba je napisati, koga recimo želite zraven imeti in poleg vsega skupaj to tudi deliti. Nič lažjega kot to. Naslednji teden, naslednji petek žrebamo, tako da ne čakati. No, ne prelagati to na jutri, pa čez vikend, pa pol na ponedeljek, zdaj to narediti čim prej. Na Lušno z RTS ne pozabiti. To je to za nocoj, vse, kar nas čaka, je še SOS skupina, ki bo zapela pa zaigrala eno luštno vižo za lahko noč. Mi se vidimo pa slišimo spet seveda naslednji petek. Ne pozabi, to bo 30. okrogla jubilejna oddaja, preden gremo k poletnim. Več o tem, ko bo cajt za to. Lepo se imejte, lep večer in lep vikend. Adijo, srečno, imejte se.